Okay. Imamo Laro in Tineta. Lara in Tine imata podjetje, ki ponuja najboljše hot doge. Ves čas imata občutek, da imata premalo denarja in da je podjetje tik pred bankrotom. Zato se dogovorite, da vama bosta tedensko pošiljala kratko poročilo o stanju denarja in tedenskem prometu. Teden po dogovoru poročila ne dobite, kljub opomniku poročila ne dobite tudi naslednji teden. Bankrot. Jaz bi mogoče tukaj en feedback na tole, mogoče tudi delno prejšnjo zgodbo, ki smo imeli. Jaz se zelo strinjam s temi točkami 1, 2, 3 pa delegiranje po liniji v bistvu najbolj najenostavnejšega pravila. Ampak po drugi strani se mi zdi, da drugi ekstrem pa spet ni najboljši. Ta lead by example, vsaj kakor ga jaz zagovarjam, še vseeno mora biti. Tukaj včasih pri komu opazam, da gre pa v kontra, da pa delegira naprej, pa se malo oddalji od tega, pa mogoče glih to pozabi poročati, kaj vse dela. Ta poročila se mi zdi, da so ekstremnega pomena, predvsem to, da vsi v ekipi vejo, kaj nekako se dogaja s firmo. Da tudi nekdo, ki razmišlja ali pa ki se ukvarja z nekim R&D-om, tudi to ima nek progres, nisem nič pa 100%. In tudi umestne faze so pomembne. Jaz sam osebno mislim, da ta poročila so ključnega pomena in brez tega je težko bolj karkoli zdelegirati naprej ali pa voditi nek tim. Okay, ta je zanimiva lead by example. Jaz sem glede tega zelo nekonvencionalen v tem, ker trdim, da če si šef, da moraš kazati, da si ti ki najbolj trdo dela, imaš lahko problem. Strinjam se s tabo, da moraš komunicirati svojo kompetenco nekako. Strinjam se, da moraš komunicirati, da ti tudi delaš, da je firma za tebe zelo pomembna. Imate pa v Sloveniji dober šef je tisti, ki prvi pride, pa zadnji gre. Ta se pa meni zdi, da je vir veliko slabih stvari noter. Ampak, če se fokusiramo na tale primer, kaj narediš v tem primeru? To so realni primeri, no? Kaj narediš? Kaj je vzrok tega? Prvo, kaj je vzrok, da nisi dobil poročila? A je vzrok, da je to malomarnost, ali je kaj hujšega, ali to je prvo? Ok, si napisal vmes mail, izmenili smo se, da dobimo poročila, kje je zdaj poročilo, dobil si nazaj odgovor, sej bo, pa nisi nič dobil. A to je pol malomarnost. Pol parkrat se s tem ukvarjaš, pa sorry, mislim. Sej učkat, pa to je tako, da bi otroke učko, a jih otroke vzgajaš ali pa jih... Jih slišimo, ne? Ja. Pozdrav. Živijo. En case, ki sem ga jaz imela pri teh poročilih, je bilo, da mi ga niso poslali zato, ker ga niso znali sestaviti. Okay, sploh niso vedeli, kaj noter v poročilo dati. Tako da v bistvu zdaj, ko sem začela, smo najprej postavili, kako se naredi poročilo, katere metrike so pomembne, da je jasne. Ker včasih že sam, da dobijo podatke, ne vejo kje, ne. In enkrat, ko je pa postavljen to, jim je pa lažje, ne. Ker recimo prideš do podjetja pa reče, ta teden smo imeli pa ful dobro prodajo, res, ta teden se nam je pa ne vem, za koliko procentov dvignjeno. Ok, kakšni so pa pač rezultati, ne, kakšni so pa stroški prodaje, kakšno je to, ne znajo zračunati, ne vejo kako, ne vem, izdelam veliko s temi spletnimi trgovci in tako naprej. Ok, dajmo zdaj noter v tabelo, kaj se mora dati noter pač v ta finančni report, ne samo to, koliko ste vi zaslužili, koliko ste pa porabili, koliko ste pa poslali, koliko je bilo pa vrnjenih, koliko je bilo pa tega, kaj so bili vmesni stroški, direktno vezani na produkt pa na eno prodajo, ne. In enkrat, ko to usvojijo, pol dobivaš poročila redno. Se je pa zgodilo, da so čisto izgubljeni v tem, kaj mora v poročilu biti. Super, ok, to se mi zdi dober case, ne znajo tega narediti. Je problem, če ne vprašajo. Jaz sem pač tako še vedno, a veš, tako napotila do tega, daj ste mi obljubo. Mi smo se nekaj zmenili, imamo akcijsko točko napisano, tako da na začetku bi, kako se reče v angleščini, temu hold them accountable, se pravi, to je bil naš dogovor, vi ste zdaj prekršili dogovor. In potem se vprašaš, zakaj je bil to prekršen dogovor in kako lahko v naslednje sodelujemo, da ga bomo popravili. Sam, kar se pa tiče tega malomarnosti pri poročanju, pa ne vem, pozabil sem priti na
coaching, ali pa kakšne take zadeve. To je pa, mislim, veš, še vedno smo v funkciji slovenskega podjetniškega sklada tukaj in to je pa wasting everybody's time and effort. Tako da od mene bi dobil malo po prstih v tem primeru. Okay. A pa je kdo tukaj, ki pa razume tole stvar malo drugače? Kaj pa, če ona dva v resnici teme nočeta nasloviti, pa zakaj je ne bi hotela nasloviti? Sej, ker tam Bog ve, kaj se skriva zadaj, ne? To je neka katla, ki mogoče noče odpreti, tako da v bistvu je, dobro, to je tak akademski primer, težko je iz tega sklepati, ampak vsak primer treba videti, kaj je zadaj, ne? Lahko je samo časovni zamik, lahko je mogoče, tako kot je kolegica rekla, da nekdo ne zna tega delati, ne? V vsakem primeru se vidi iz tega neke akcije, ne, da nekaj ne štima, ne, dober pokazatelj. Rekel so tisti mogoče poslovni del tistih podočnjakov, ne, se pravi, ena verzija tega je, da nekaj ni v redu. Ne, a veš, vse se mi pa zdi ta trenutek resnice, to je tako, da greš za 14 dni na dopust in pol na fitness trenerju stopaš na tehnico in imaš 5 kil več. Pač oba dva se modva zaveda, da imava 5 kil več. Zdaj, kaj bomo naredili in zakaj se je to naredili, mi je pa kind of drug step v tem mentalnem procesu. Ampak hočem ta trenutek realizacije, to ni v redu. Jaz se kle z Majo zelo... Ima kdo še kakšen pogled? Pa to smo se pogovarjali že enkrat, mislim, da včasih noče nekatere podjetja deliti nekih slabih rezultatov. Ne? Ker pač niso, ne gre dobro, in potem ne bi delili in potem kar mal to zaupanje tudi med mentorjem, ne, da deliš tudi takrat, da iskreno poveš, da ti pa ta teden je šlo pa ful slabo, ne, pa nekaj ni šlo. Tudi to je lahko včasih razlog, ne. Jaz vem dan case, ki je bil obraten, ker je bil povod za tale case, kjer pa se podjetniki niso hoteli ponotraniti dobrega rezultata. Njim je šlo odlično, famozno, polni so bili denarja v resnici. Jaz sem pri njih sedel, smo zračunali, da imajo poln denarja. Sem rekel, da čez en teden mi pošljete še enkrat, pa mi niso. Zakaj? Zakaj so pa sploh šli po ta dogovor, če niso hoteli poslati? Ja, verjetno so se malo bali moje mentorske avtoritete, ker sem bil tam, ne, da so rekli, prav bomo, pa v resnici niso. Ne. Ampak, jaz se kle z Majo zelo strinjam, jaz tudi pač kot vodja sem tak, da če se nekaj z nekom zmenim, pa nekdo krši, se mi zdi, da nima pravice kršiti nečesa, kar si dogovoril, ne glede na razlog, če ni prišel pa rekel, lej tega, jaz ne bom mogel narediti. Ne. Se pravi, meni ena izmed funkcij mentorja je biti tudi noga. Se pravi, nekoga brcniti takrat, kadar ga je treba malo brcniti. Reči, lej, tole je šlo pa predaleč, takole pa stvari v resnici ne gre. Vsak ima svoj stil, seveda, ne? Eni so mehkejši, eni so manj mehki, ampak nažalost realnost biznisa je dostkrat kruta in določenih stvari se ne sme čez, jaz ne maram zamujanja, ne maram nedržanja dogovorov, se mi zdi, da sistem pol ne funkcionira, ne maram tega, da se nekaj zmenimo, pa pol je samo 80% narejeno, recimo, ne? Takšen jaz sem, ne? Ampak zdi se mi, ne glede na to, kako imate vi ta pravila postavljena, je pa ta funkcija mentorja kot noge, se pravi, ki brcne takrat, kadar je treba, ne? Se pravi, orang za ropota, se mi zdi, da je lahko zelo, zelo pomembna za podjetniški razvoj. Se pravi, da je zelo nevaren mentorski odnos, kadar je mentor v vlogi, da se pač prepušča, se da v podrejeno vlogo v kontekstu tega, da dovoli, da se dogovorov z njim ne drži. Meni je to zelo pomembno. Ni mi problem, če nekdo pride, ne znam, ni mi problem, nisem utegnil, ni mi problem, lej, prosim za podaljšanje, karkoli. Mi je pa velik problem, kadar se mi nekaj zmenimo, pa tega ni. Takrat pa mislim, da je treba do neke mere zaropotati in reči, lej, takole se midva, kako se bova midva zdaj tole naprej šla.